Dajmo si pogledati, kakšna je resnica magije. Kako je sploh nastala magija in zakaj recimo radi delamo čarodejske meditacije, obredne meditacije, zakaj radi to počnemo. Magija je nastala, to ni šans, da sploh lahko zračunamo, toliko davno tega je bilo to, ampak magija je v bistvu nastala na način, da so ljudje, ki so opazovali svet in seveda ravno tako, kot mi danes, imeli svoje preizkušnje, mi danes imamo svoje preizkušnje, pa prednosti, pa ljudje, ne vem, 10 000 let pred našim štetjem so imeli svoje preizkušnje, pa svoje prednosti in tako dalje. To je pač, razumeš, življenje na planetu Zemlja. Ampak kaj konkretno, kako se je čarodejstvo začelo, je bilo, da so v bistvu, zdaj jim rečemo danes, jim rečemo seveda to magi in maginje, so bili ljudje, ki so opazovali svet in so opazovali in so ugotovili, da se svet ne obnaša vedno enako. Ampak, da je včasih, če oni nekaj opazujejo, da je nekaj v naravi drugače, da se zgodi nekaj nepredvidljivega, da če se ob točno določenih zapovedih, ne vem, polna luna, posebni portali in tako naprej, oni osredotočajo na neko stvar, potem se nekaj zgodi, kar se ponavadi ne. Tako je nastala magija. In potem so seveda te pametni ljudje rekli, čakaj malo, in so še bolj to opazovali. In potem so začeli, tako da so oni to lahko razumeli, so začeli uporabljati pripomočke. Pripomočki v magiji so zato, ker človek to lahko razume, ker se človek potem lahko skoncentrira, ker človek lahko nekako svoje možgane, razumeš, nekako da namero na to, kaj se zdaj dela. In v bistvu so te čarodeji, kar so delali, da so zbrali neka orodja iz narave, opazovali naravo in videli, da se ob točno določenih premikih planetov ali česarkoli že, da se dogajajo nenavadne stvari in dobre manifestacije. Ko so imeli dovolj zbranih informacij in so jih seveda tudi zapisovali, so dobili ven formulo, se je tudi matematična formula nekje mogla prva nastati, ne? Razumeš? Ampak rajš ne bom o tem, ker nisem absolutno nikoli bila talent za matematiko. Za marsikaj, ampak absolutno ne za matematiko, ne? Ampak ravno tako, kot nastane matematična formula, je nastala tudi tukaj formula. In v bistvu so čarodeji in čarodejke bili tisti, ki so rekli, ko se zgodi točno to, ko je luna na tej poziciji, če delamo točno te stvari in damo noter svojo namero, dobimo nekaj, kar prej preden smo to delali, nismo mogli dobiti, ni bilo v rezultatu, ni bilo v manifestaciji. In tako je v bistvu zelo preprosto nastala magija. V bistvu preko opazovanja so ljudje ugotovili, da imajo neko prednost oziroma da lahko uporabijo nekaj, kar je bilo do tistega trenutka skrito. In to je vse, kar je magija. Nekateri ljudje magijo delajo zelo nenačrtno, nekaj rečejo, nekaj zamislijo, so v pravi energiji, prave energije so tudi zunaj, razumeš, in se jim to zgodi. Mislim, hvala Bogu, 1-0 zate, ampak predstavljaj pa si, da imaš veliko stvari danes, ki si jih ti želiš delati, želiš dosegati, želiš, da ti pridejo v tvoje življenje. In takrat je recimo zelo pametno, da raziskuješ magijo, da se naučiš kakšne obrede, ker te v bistvu magija nauči samo to, kako se skupaj narediti, kako vse skupaj skombinirati, kako formulo postaviti na pravi način z opazovanjem. Zaradi tega, ker če ti nekaj opazuješ in se na to sredotočaš in zraven daš še svojo prisotnost v obliki meditacije ali pa v obliki, ne vem, magičnega tečaja, v obliki obreda in tako dalje, je formula zelo preprosta. Tisto, kar se opazuje, tistemu se daje moč. Tisto, kar moč ima, tisto manifestira. Pri vsaki stvari je tako, ne? Mi se sicer zdaj pogovarjamo o pozitivnih stvarih, ne? Ampak se veš, da je tudi pri tistih malo manj pozitivnih, da če se osredotočaš na negativo pa črne scenarije, zelo hitro lahko vstopijo v tvoje življenje, ne? Ampak tega nočemo. In zaradi tega
bi jaz želela, da bi več ljudi bilo odprtih za magijo. Dosti ljudi je tako, wow, magija je bav, nekaj strašljivega. Ne, magija je samo to, kar sem povedala. Razvili so jo ljudje, kot smo jaz, kot si ti, te duše, ki so uporabljale moč narave, skritih energij in dar svojega opazovanja. Vse skupaj se je potem skombiniralo in temu rečemo danes magija, ki se uporablja z namenom, da k sebi pritegneš neke stvari, katere si definitivno želiš. Če delaš zraven potem še kakšne obrede se lahko dela v meditacijah, a ne, ali pa delaš kakšne obrede tudi fizično, pomeni, da se na to še bolj osredotočaš, gre se za tvoje osredotočenje, ne da bi te energije to zahtevale od tebe, ampak za tvoje osredotočenje. In kad ti to delaš, torej meditiraš v meditacijah, a razumeš, a pa delaš fizične obrede, je tvoja prisotnost noter zelo močna, tvoja energija tukaj je res koncentrirana in hoče opazovati nekaj, kar mora na to sprejeti in se na to tudi izvede, in to je najboljša manifestacijska formula, kar jih je. Ko jaz res upam na dolgi rok, da bojo ljudje malo bolj odprti do ideje o magiji, da bojo vedeli, kaj v resnici je, da to ni nek bav, da to ni tako, da je nekaj, kar škoduje ljudem. Seveda obstajajo številne energije, ki lahko škodujejo ljudem. Ni nujno to magija, lahko ti nekdo pošlje negativno misel, lahko te nekdo opravlja v službi, pa je ravno to neka vrsta magije in tako dalje. Ampak seveda tista pozitivna magija, tista bela magija, kakor mi temu rečemo, pa portalna magija, ki mi temu rečemo, a razumeš, je pa tista in obredne meditacije, seveda so pa tiste, ki pač naredijo zelo velike premike v manifestaciji in zelo radi jih zato tudi delamo. Tako da upam, da sem ti malo razložila, zakaj želiš več mogoče neke pozornosti dati na neko magijo. Ne zgodi se velikokrat, a zgodila se bo ponovno. Bela magija na spletu z menoj. Zelo imam rada ta tečaj in se mi zdi, da je v tem obdobju zelo pomemben. In zakaj je ta tečaj izjemno pomemben? Je zaradi tega, ker na prvi stopnji z mano izdelaš eno tako res skrivnostno in posebno zaščitno skledo za dom, za katero jaz mislim, da bi čisto vsaka slovenska hiša mogla imeti. Potem ti na drugi stopnji ti razkrijem številke, kaj pomenijo, kaj lahko za svojo življenjsko pot razbereš iz samih številk. Potem ti pomagam, da izdelaš zvezdo želja in da delaš z egipčanskimi bogovi in boginjami, ki blazno to prinašajo v tvoje življenje. Pa še malce preroštva, kako se bere iz skrivnostnih kock, orakljev, pa še marsikaj. Vse to je tečaj bele magije. Ampak, kot sem že povedala, zgodi se mogoče samo enkrat na leto in zgodil se bo sedaj. Zato hitro naklikaj povezavo in se nam pridruži.